Zato smo sprejeli nekaj ukrepov in sicer najprej, že v jeseni bomo organizirali širši posvet skupaj z pomočjo vseh vas na vseh ravneh izobraževanja. Teh je namreč kar nekaj in zato kličejo o dialogu. Prav tako smo se dogovorili, da organiziramo in uvedemo tako imenovano posvetovalno telo ministra, ki je strukturirano iz vseh predstavnikov vas, gospodarstva, zbornic in seveda vsega, kar deluje na trgu dela. Zakaj? Zato, da bomo še lažje stopili v stik z našimi strokovnimi sveti in vsemi odločevalci, ki oblikujejo kurikul, osnovno, srednješolsko in seveda visokošolsko izobraževanje, pa tudi znanost. In kratkoročno, pričeli bomo tudi s projektom opolnomočenja učiteljev, mentorjev, kajti vemo, da če izobraževalci znajo izobraževati in da izobraževalci izobražujejo tudi izobražene, potem bomo mi seveda na dobri poti tako imenovanega vseživljenjskega učenja.